Živijo alieni, ki pa ste kaj? Prvo kot prvo, srečno, zdravo, vesolsko 2022 in res upam, da ste imeli top praznik in lep božič in ful hudo žurko za nov let in da ste se ful najedali in da to zdaj uspešno shujšali. Hecam se. Sem se vam zadnje čase mečkam bolj oglašala s podcast streami, ker je bilo najbolj simpel, nekaj novega, da vidimo kako gre. Meni se zdi, da so ogledi glede na stream dobri. Da kdor je pogledal, bom vesela, če tukaj komentirate, a nadaljujemo s tem, ali pa da pod tiste streame komentirate, če nadaljujemo s tem. Tako da malo vem, kva čarati na kanalu, ker kakšne spremembe itak moraš skozi šopat, no, da smo... Anyways, pisali ste mi, da že dolgo ni bilo true crime, tako da danes smo tukaj s true crimeom, rešen mu. Tako imate baje rajš. Sicer o Sabine Darden. To vse se je dogajalo v Belgiji, zaradi tega ne moram biti preveč glasna glede, kako se to izgovori, da ne bom kaj zafrkala. Tukaj govori o ful zelo glasnem primeru Sabine Darden. Gre za deklico, ki je bila ugrabljena 80 dni in še vedno kot neka junakinja zdaj svobodna, živa, ušla je. Herojka praktično, da je vse to dala čez in dejansko tudi veliko govorila o tem in knjiga je o tem. In danes bomo govorili o 80 dni pekla Sabine Darden. To je bila kot čisto katerakoli druga 12-letna deklica iz Belgije, dokler jo ni ugrabil najbolj zloglasen praktično pedofil na svetu in zlorabljal in mučil in imel zaprto 80 dni. In ta istočasno tudi serijski morilc je bil moški z imenom Marc Dutroux. Sabine Darden, sprav takrat je bila stara 12 let, ugrabljena je bila 28. maja 1996 in potem naslednjih 80 dni preživela zaprta v kleti, kjer naj bi bila posiljena in psihično zlorabljena, dokler njenega ugrabitelja ni prejela potem policija. In zdaj tako, ko je bil ta psihopat ujet in ko se mu je sodilo za posilstvo in umore 4 deklet in vse ta dekleta so našli pokopane okrog njegove hiše kasneje, pa še za posilstvo teh 2 deklet, o katerih bomo danes govorili. Sabine je bila takrat pri njemu 80 dni, ena druga deklica še pa 6 dni z njo. Potem so pa obe naenkrat rešili. Ko se je to zgodilo 96. leta, sta to storila Dutroux in še njegov sostorilec Michel Lelvier. Ugrabila sta jo medtem, ko je kolesarila v šolo in potem sta jo strpala v ta njun kombi in odpeljala domov in v hišo sta jo potem prenesla v kovinskem zabojniku. Ona opisuje, da jo je v štartu za vrat priklenil na poslo. Tukaj naj bi jo imel 2-3 dni, potem pa jo je kasneje preselil v klet, ker ne bi imela svojo mini, sploh ne sobico, ampak eno štalico. Pač žimanco imela noter, da je lahko spala in pa eno samo žaranco. Kar se tiče hrane, predvsem opisuje, da je ves čas dajal mrzle pločevinke meatballsov, torej mesnih krogelc v paradižnikovi omaki in pa kruh, ki je vedno po nekaj dneh ratal zelen in še vedno je potem plesnil torej in še vedno je potem to jedla, ker pač to je vse, ker je dobla. Rekla je, da je včasih vzun slišala glasove tudi od koga drugega, ampak videvala je pa samo Dutroux, pač kadarkoli se je že pri njej oglasil. Kar še vem o tem, kako je on k njej hodil, se je ona tudi označevala. Edin, kar je on takrat ne dopuščal, je pisanje pisem, o tem mu več pol povedala, in pa nasploh pisanje. Torej imela je liste in gaming predvedevam in si tudi označevala te stvari. Sprav, kadarkoli je on prišel k njej, je to označila s križcem, kadarkoli je bila dejansko posiljena in naredila zvezdico. Kar se pa pisem tiče, je bila pa to taka psihična zloraba. To je po moje mogoče še hujš, kaj je on njej psihično počel, ker ji je dal opcijo, tukaj imaš liste, piš pisma staršem. In jih je, valjda jih je. Ona pravi, da tekom vsega, kar je mogla od njega poslušati, prestati in doživeti, je še vedno imela rada starše, medtem ko ji je on prepričeval, da starši vejo, da je ugrabljena, da je on želel, da mu plačajo tok in tok, da vrne hčerko nazaj in da niso želeli plačati. In to je njo prepričeval, 12-letno deklico, ki itak verjetno sama ne more točno vedeti, kaj je resnica. To se mi zdi najbolj grozljivo vsega, da je mogla poslušati od njega, da so starši pozabili na njo, prijatelji vsi. To je zmanipuliral v smislu, jaz ti rešujem rit, pač pri meni ti boljš, ni me itak vsem zate, da je njen rešitelj, ves čas, vseh 80 dni se je tako obnašal. Istočasno je grozil, da če ne bo sodelovala, če ne bo pridna in če ga ne bo imela rada, za vse, kar naredi za njo, jo bo predal eni hujši tolpi, ki jo bo pa samo mučila in ubila, ker jim bo pa vsem za njo, Ja pa staršem pisala, in pisala mi je v smislu, kot da bi pisala iz počitenc, kaj počne, kaj dela, kako se ima. To je mogoče tudi edina stvar, ki jo gor držala in se pravim, še kasneje ta pisma in te, kot nek dnevnik še vedno brala, ko je mogla z njemu se ukvarjati na sodišču, samo zato, da ne bi nikdar pozabila, koliko je bilo grozen in da ne bi on ostal prost, da se spomne, da lahko drugim pove in da lahko pride do pravice. Ona torej je jasno verjela, da je Dutroux ta pisma pošiljal staršem, So pa potem kasneje policisti in te preiskovalci najdli
ta pisma, če se ne motim, nekje zabasena, vsaj 30 pisem zabasenih pod tepih v hiši. Še ena taka bizarna stvar, ki jo pove, je, da je mogla ga ogromno oralno zadovoljevati in pa je to ena taka klasična poteza teh pedofilov, da na koncu dajo sladkarije, delno kot za nagrado, delno kot za to, da zakrijejo okus. Jaz PMS-em in zdaj sam govoriti o tem, tako da bi najraje nekoga zaklala, po pravici povedano, ampak imamo to. Še ena bizarna stvar je, da ta mala gospodična Dardenne je govorila njemu tudi o eni svoji prijateljici, ko da jo pogreša gor dol levo desno in enega dne on pride in reče, veš, kva sem naredil zate, pripeljal sem ti jo, torej ugrabil še tisto drugo punčko, 14-letno Tito del Hez, kakorkoli se že izgovori. In što se, da je imela ta druga punčka majčkeno več sreče v nesreči, bi rekla, ker potem, 6 dni potem sta bile one dve najdene in rešene. Hvala Bogu si ena izmed njiju zapomnila dejansko registrsko tablico od tega do Troja, sta jo lahko povedali policiji in njega so takrat zelo hitro najdeli. Je bila pa tudi taka stvar, ker Belgija ni ostala hladna. Imamo na eni strani to Dardenne, ful ne mara veliko medijske pozornosti na tej stvari, hotela jo je dati samo toliko, da se stvar reši, da pride pravici, bla bla bla, in zdaj hoče mir, njo ful mot, ker je še vedno folk prepoznava potem, ker je tako uspešen zaratela vse skupaj. Po drugi strani imamo pa narod, ki je tle ful se zoprstavil temu, ful je bilo protestov za pravice žensk, za varnost žensk, ful se je takrat dogajalo pri njih, hvala Bogu. Samo ona pa razumem, da hoče mir, ker je kadarkoli gre sam ven, zdaj ima fanta normalno, ali že moža, ne vem. Ko gre ven, vsake reči, ti si pa Sabine Dardenne, šuno stari, ja super, da me tako spotoma 5krat na dan spomnite na največjo nočno moro. Mislim, da so to stvari, ki je treba večkrat paziti. To se je, da do Troju in njegovi ženi, by the way, ja, ženo je imel in še Ungoli Liviero, ali kakorkoli se že reče, so storilcu, ki je tudi ograbil Dardenne, so potem zamudo ful, sojenje je bilo ful vmes, tako zamudo se je vse rešil, zaradi tega, ker je bil še toliko drugih zločinov, vse zakopaval žive ljudi okrog svoje hiše. Bi imel na to en fetiš, jaz sem se bolj ukvarjala z Sabine, ampak ker sem pa videla, pa brala drugih stvari, on je žive ljudi zakopaval, nekako posilil, izstradal in zakopal. On je bil potem, hvala Bogu, obsojen na dosmrtno ječo. Še ena stvar je, ki jo ona pove in mi to všeč, ker je res taka močna punca, taka bosica. In baje mu ni dala miru, še ko je bila ujeta, ko je bila res v groznih mukah, verjetno na vse možne načine, mu je skozi težila, skozi je nekaj zahtevala, skozi ga je nekaj spraševala, taka je bila, a veš, ni ga pustila v mir, you know what I mean. Ko je bila v kleti, prav, da se je ves čas zavedala, da mora nazaj k družini, čeprav je to psihično manipuliral, da jo oni nočijo, je ona še vedno vedela, moram nazaj, to je poanta, to je bistvo, to je edini moj cilj in nikdar ni obupala in zato ni izgubila upanja. Zato moraš imeti moje toliko jekleno močno volo. Pa je imela pa ogromen dela zdravniki in psihiatri, ker je o psihiatrih sploh govori, da so najslabši, da je fora, da ti da sliko nekih pack, ki reče, kaj je na slikah, in ona rekla, ja, črne packe, a ne. In potem so videli sliko otroka z rožami in rečejo, kaj je na sliki, in ona tako, ja, otrok z rožam. In potem psihiatri tako, a sam to vidiš, pa ona tako, ja. In kao, kada išče, kada brskajo neki, da jo pošljajo v psihično ustanovo. In ja, res mi punca izpade boss lady, pusti me premirim, kaj vam ni jasen. To je ena stvar, druga stvar je, da mogoče res zaradi take travme rataš toliko močen in toliko zidov postaviš, da spet itak sploh ne prideš do globine svojih čustev in kaj vse dejansko te je zjebal. Ampak ni nujno, eni so pa res mogoče toliko neverjetni, da na ta način shendlajo. Zdaj se ga ona spominja kot patetičnega, ker je bil njegov izgovor vedno za vse in na sodišču in prej samo za njo osebno, da navezal sem se. In ona dejansko v teh primerih v smeh pade, pač smeje se reče, how pathetic, pač kako bad. Res na nek način se mu zdaj kar malo posmehuje v smislu bednike. I Choose to Live je bila ta knjiga, ki je bila sicer iz francoščine potem prevedena v 22 drugih jezikov in noro dobro prodajena prva uspešnica v Belgiji, noro dobro prodajena v Franciji in drugje po svetu. Govorim pa tudi zato, da je mogoče bolj prizadel, ker ga nikdar ne kliče po imenu, ampak vedno, ne vem, pošasti Charlie Rorja, mesar, mučitelj, Lacan, ki je v bistvu kao idiot, Lefou, norc, ta patetični mali človek, umazana baraba. Ne more ga niti po imenu načeloma, to se je gnus štekam. Tako kot kar vedno pišite spodaj predloge za videe,
Mogoče kaj čist novega, ni treba true crime, scary duhove, ne vem kaj. Mogoče, če ima kdo idejo zame nekaj čist novega, da še mene nared vržete. Izvolite, sam pišite ideje. Grem pa zdaj nazaj ležat, ker še vedno okrevam od 2 dni žuranja za nov let. Tole snemam 3. Dragi moji alieni, radni bote. Pridni bote, radi smo te, bye. Alien mama out.